Kot pomemben del razvoja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih v Sloveniji smo v letih 2003-2004 zasnovali tudi terensko delo. Po zgledu nekaterih evropskih držav smo se odločili, da svetovalec v izobraževanju odraslih na odrasle, ki se ne vključujejo v vseživljenjsko učenje, ne čaka le v svoji pisarni, temveč gre ven iz svoje organizacije na različne lokacije, kjer odrasli delajo, bivajo ali so aktivni v prostem času. Da bi k temu pristopili čim bolj prepoznavno, smo v letu 2004 najprej zasnovali Dan svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, ki smo ga glede na dobre odzive skozi leta razširili na 3 dni, v nekaterih okoljih tudi na več dni, če se to poveže s katerim od dogodkov v lokalnem okolju. Na Andragoškem centru Slovenije stalno podpiramo razvoj terenskega dela in vlogo, ki jo ta ima pri informiranju odraslih o možnostih svetovalne podpore pri njihovem izobraževanju in učenju ter široki paleti programov izobraževanja in učenja za odrasle. V zadnjih letih je veliko teh programov brezplačnih in usmerjenih v aktualne vsebine, ki omogočajo dvig temeljnih in poklicnih kompetenc, nujnih tako za delo kot za osebno življenje. S tem pomembno prispevamo k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje, kar je eden od strateških ciljev Slovenije, vsaj 19% vključenost odraslih do leta 2030. Na UPI Ljudski univerzi Žalec je bilo svetovalno središče za izobraževanje odraslih, takratni ISIO, eno izmed prvih, ki so izpeljala dneve svetovanja za znanje. Ideja se je porodila prav pri nas, ker smo iskali možnosti, kako se odraslim čim bolj približati, še posebej tistim, ki nas niso poznali ali še niso bili pri nas na izobraževanju in svetovanju. Takrat smo si v mreži zadali, da bomo vsa lokalna svetovalna središča v mesecu septembru, ko se začne nova izobraževalna sezona za odrasle, organizirali Dan svetovalnega središča in ob tej priložnosti skupaj s partnerskimi organizacijami predstavljali izobraževalne možnosti v svojih okoljih, izven svoje organizacije, na javnih mestih in drugih organizacijah, seveda tudi v medijih. Prvi dan svetovalnih središč smo na UPI Ljudski univerzi Žalec leta 2005 izpeljali stojnico v večjem nakupovalnem središču v Celju, kjer smo nagovarjali pravzaprav vse odrasle, saj smo v tem začetnem obdobju gradili predvsem na prepoznavnosti naše dejavnosti. Iskali smo vse možne načine, da se odraslim čim bolj približamo, tudi v njihovih okoljih, da smo zanje čim bolj dostopni. Svetovanje v izobraževanju odraslih smo predstavljali tudi na več radijskih postajah in sicer skupaj z našimi strokovnimi partnerji, kar je med nami gotovo utrdilo medsebojne vezi. Učinki dneva so bili večplastni, odziv zelo dober, zato smo izvedbo naslednje leto ponovili in jo ponavljamo še danes. V letu 2024 smo dneve svetovanja za znanje izpeljali že 20. zapored. Dogodke je izpeljalo vseh 35 organizacij, ki v Sloveniji izvajajo svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih kot javno službo. Za uspešnost dogodka je pomembno, da sodelavke Andragoškega centra to aktivnost koordiniramo, strokovno podpiramo, spremljamo ter usmerjamo na nacionalni ravni. Da bi bili dogodki odraslim še bolj prepoznavni, smo v letu 2022 vpeljali tematske dni, ki so povezani z različnimi aktualnimi vsebinami, kot je na primer Dan za skrito znanje, digitalno znanje ali Dan za zeleno znanje. Na Andragoškem centru Slovenije skrbimo tudi za promocijo dnevov svetovanja za znanje na nacionalni ravni. Oblikujemo skupno promocijsko gradivo, sodelujemo v radijskih in televizijskih oddajah, pripravljamo članke za različne medije, seznam dogodkov objavljamo na spletni strani svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih ter spremljamo in usmerjamo objave na družbenih omrežjih. S tem prispevamo tudi k ozaveščanju o pomenu vseživljenjskega učenja. 35 organizacij v času dnevov svetovanja za znanje v 3 dneh izpelje blizu 200 različnih dogodkov. Od stojnic na javnih mestih, kot so parki, trgi, nakupovalna središča, do brezplačnih delavnic in predavanj ter drugih dogodkov, s katerimi nagovarjajo odrasle v različnih krajih in prostorih po vsej Sloveniji.
Organizacije oziroma svetovalke, svetovalci se pri zasnovi dnevov svetovanja za znanje res potrudijo in so pri izpeljavi dogodkov pogosto zelo inovativni. Informiranju in svetovanju na terenu dodajo številne aktivnosti, ki odrasle pritegnajo. Kolesarijo, pečejo palačinke, pa vrtijo kolesa sreče, organizirajo ustvarjalne delavnice ali pa se odraslim predstavljajo v virtualnem okolju. Ne glede na vrsto aktivnosti, pa je bistvo dnevov povsod enako. Svetovalke in svetovalci predstavljajo možnosti svetovalne podpore ter nudijo informacije in nasvete povezane z izobraževanjem in učenjem odraslih. So na terenu, med odraslimi in so osebno dostopni. Podatki kažejo, da so dnevi svetovanja za znanje za nas pomembni zato, ker na ta način z informacijami dosežemo odrasle, ki nas še ne poznajo. In jih seznanimo, kaj je na področju vseživljenjskega učenja novega, aktualnega in kaj od tega je tudi brezplačnega. Odraslim ponudimo informacije, jih povabimo na osebno svetovanje, izobraževanje, v postopke ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti, v središče za samostojno učenje ter jim na različne načine pomagamo tudi pri načrtovanju in razvoju kariernih ciljev. Dnevi svetovanja za znanje so za našo ljudsko univerzo pomembni tudi zato, ker k sodelovanju radi povabimo partnerje iz lokalnega okolja ali se jim mi pridružimo pri njihovih aktivnostih. Tako krepimo tudi vezi med različnimi deležniki na področju izobraževanja odraslih v okolju in utrjujemo svojo prepoznavnost v lokalni skupnosti. Uspešnih 20 let dnevov svetovanja za znanje potrjuje naše načrte, da s to aktivnostjo terenskega dela nadaljujemo. S svetovanjem za znanje želimo povečati dostopnost in vključenost različnih skupin odraslih v vseživljenjsko učenje, pri čemer razmišljamo o novih oblikah. Povezati se želimo s potujočimi knjižnicami, sindikati, podjetji in dejavnostjo različnih društev. Želimo biti vidni in prepoznavni ter sporočati odraslim, da imajo lahko brezplačno svetovalno podporo svetovalca v izobraževanju odraslih v vsakem trenutku. Svetovanje je ena ključnih podpornih dejavnosti na področju izobraževanja odraslih, ki prispeva k vključenosti v vseživljenjsko učenje, dvigu izobrazbe, boljši zaposljivosti in boljšemu življenju, tako na ravni posameznika kot države. Zato podpira tudi uresničevanje strateških ciljev na področju izobraževanja, zapisanih v resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030. Na Andragoškem centru Slovenije svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih sistematično razvijamo že 25 let. Po enotnem konceptu smo do leta 2017 vzpostavili mrežo 17 regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, krajše središč ISIO. Zakon o izobraževanju odraslih iz leta 2018 svetovalno dejavnost opredeljuje kot eno od dejavnosti javne službe. Ta je namenjena vsem odraslim v lokalnem oziroma regionalnem okolju, v katerem delujejo izvajalske organizacije. Dejavnost financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Vsebina svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih in pogoji za izvajanje pa so opredeljeni v smernicah za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba. V letu 2021 pa smo vsled dobrih rezultatov zagotavljanja svetovalne podpore odraslim pred, med in po izobraževanju in učenju ter podprti z novim zakonom o izobraževanju odraslih, svetovalno dejavnost po enotnem konceptu razširili na vseh 35 javnih izobraževalnih organizacij za odrasle. Na ljudskih univerzah, ki so izobraževalne organizacije z najdaljšo tradicijo v slovenskem prostoru. Vključenih je več kot 150 strokovnih delavcev, ki s polnim ali delom časa delujejo kot svetovalci v izobraževanju odraslih. Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je za Andragoški center pomembna tudi kot podpora drugim aktivnostim v izobraževanju odraslih, še posebej pri vključevanju ranljivih skupin odraslih v javno veljavne izobraževalne programe za dvig temeljnih kompetenc, pa tudi pri ozaveščanju o pomenu vseživljenjskega učenja. Pri razvoju in nadgrajevanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih smo se in se tudi danes povezujemo z drugimi svetovalnimi omrežji v slovenskem prostoru. Med drugim sodelujemo v nacionalni strokovni skupini za vseživljenjsko karierno orientacijo.
Sodelujemo tudi v mednarodnih aktivnostih ter prinašamo novosti iz primerov dobrih praks v slovenski prostor oziroma z našimi izkušnjami vplivamo na razvoj v drugih državah. Svetovalke in svetovalci odrasle informirajo, motivirajo in jim svetujejo o tem, kako začeti ali nadaljevati izobraževanje, kako se vključiti v različne tečaje in druge oblike učenja. Pomagajo z nasveti, kako si organizirati učenje in postaviti cilje. Kadar se odrasli soočijo z učnimi težavami ali drugimi ovirami, jih podprejo pri odpravljanju ali obvladovanju le-teh. Pomagajo jim razmisliti o svoji nadaljnji izobraževalni poti in drugo. Svetujejo pa tudi o kariernih možnostih, kako s pomočjo znanja napredovati na delovnem mestu, najti ali zamenjati zaposlitev. Odrasli se na svetovalke in svetovalce lahko obrnejo tudi, kadar jih zanima, kako jim lahko že pridobljeno znanje koristi pri izobraževanju, osebnem ali kariernem razvoju. Svetovalec odraslega vodi pri ugotavljanju in dokumentiranju že pridobljenega znanja in spretnosti, ter mu pomaga to znanje predstaviti na način, da postane vidno, s pomočjo portfolija, različnih samoevalvacijskih vprašalnikov ali drugih pripomočkov in orodij, ki jih uporablja v svetovalnem procesu. Kadar odrasli želi ali potrebuje formalno potrdilo o svojih znanjih, ga svetovalec usmeri v ustrezne uradne postopke za pridobitev certifikatov ali drugih potrdil. Odraslim, ki jim tradicionalne oblike učenja iz kateregakoli razloga ne ustrezajo ali niso dostopne, svetovalke in svetovalci pomagajo pri samostojnem učenju. V središčih za samostojno učenje in na spletnem portalu za samostojno učenje so na voljo različne učne vsebine, viri in gradivo, prilagojeni učenju odraslim. Ti poleg vsebine pri samostojnem učenju sami izbirajo tudi čas, kraj in tempo učenja. Svetovalke in svetovalci jim ob tem nudijo strokovno podporo skozi celoten proces učenja in sicer na način, da ga odrasli lahko prilagajajo svojemu ritmu, potrebam, že obstoječemu znanju, spretnostim in interesom, tako v živo kot nadaljavo. Svetovalna dejavnost je za odrasle v našem okolju ključnega pomena za večjo dostopnost in vključenost v vseživljenjsko učenje. Prav to, da je svetovalna dejavnost organizirana kot javna služba, pomeni za lokalno okolje, da je dostopna in brezplačna za vse odrasle. Pri tem ne prispeva le k razvoju posameznikov, ampak tudi regije. Organizacije, ki svetovalno dejavnost izvajamo kot javno službo, imamo vzpostavljen strateški svet, lokalno oziroma regionalno partnersko mrežo, v kateri so združeni predstavniki izobraževalnih in drugih organizacij, ki delajo z odraslimi. Skupaj identificiramo potrebe v regiji in oblikujemo strategije, s katerimi želimo skozi izobraževanje in učenje izboljšati položaj odraslih. Za ljudske univerze in svetovalke ter svetovalce javna služba pomeni stabilnost in stalnost delovanja, možnost dolgoročnega načrtovanja aktivnosti in vlaganja v strokovne sodelavce. To pa odraslim prinaša kakovostnejše storitve. Za odrasle pa je svetovalna dejavnost kot javna služba pomembna, ker to pomeni, da je zanje svetovanje brezplačno in dostopno, bodisi osebno v njihovi bližini, bodisi po telefonu, elektronski pošti ali nadaljavo. Odrasle dosegamo tudi s terenskim delom, ki ga izvajamo na različne načine. Svetovalci so pogosto prisotni na najrazličnejših lokalnih dogodkih in drugih javnih prostorih. Na Andragoškem centru Slovenije prihodnost razvoja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih vidimo v nadaljnjem sodelovanju s svetovalci ter tudi z odraslimi. Strokovnost svetovalk in svetovalcev je pomemben dejavnik celostnega in kakovostnega svetovanja. To potrjujejo tudi številne uspešne zgodbe odraslih, ki so izkoristili možnosti svetovanja. V podporo delu svetovalk in svetovalcev bomo še naprej razvijali strokovna gradiva, svetovalna orodja in pripomočke, spremljali in zagotavljali kakovost ter skrbeli za njihov profesionalni in karierni razvoj. Skrbeli bomo za promocijo in ozaveščanje na nacionalni ravni ter sodelovali tudi v evropskem prostoru. Sem Marko Jošt, obiskujem Ljudsko univerzo v Celju, program logistični tehnik. V izobraževanje sem se vključil zaradi bolezni in zaradi poklicne rehabilitacije. Jaz sem Ineš, prihajam iz Portugalske. Letos sem bila vključena v tečaj slovenščine jezika za tujce na ravni A1. Sem tudi delala tukaj pripravo za izpit.
Za tečaj slovenščine sem se vključila, ker potrebujem znanje slovenščine jezike za zaposlitev. Svetovalci informiramo odrasle o vseh možnostih izobraževanja, ki so na voljo. S svetovanjem jim pomagamo izbrati med različnimi tečaji, formalnimi programi, usposabljanji in drugimi oblikami učenja. Odraslim smo v podporo tudi pri samostojnem učenju in premagovanju ovir, ki se na poti izobraževanja lahko pojavijo. Na kar 35 organizacijah za izobraževanje odraslih po Sloveniji je svetovanje za odrasle brezplačno, saj je organizirano kot javna služba, ki jo financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Svetovalci so mi pomagali se vpisati, razložili so mi programe, svetovali so mi glede na moje delovne izkušnje. Dobil sem tudi pomoč podpore svetovalke, ki me je pomagala pri vpisu in nadaljnjem izobraževanju. Svetovanje lahko poteka individualno ali skupinsko. Najpogosteje nas odrasli obiščejo v živo, v naših prostorih ali pa se pogovorimo po telefonu. Dosegljivi smo tudi po mailu, srečamo pa se lahko tudi na daljavo preko različnih spletnih orodij na telefonu in računalniku. Na prvem srečanju se z odraslim pogovorimo o njegovih ciljih, željah in potrebah, potem pa skupaj poiščemo ustrezno izobraževalno pot. Lahko naredimo osebni izobraževalni načrt, pomagamo izbrati izobraževalni program, tečaj ali kakšno drugo obliko učenja, ki je najustreznejša za odraslega. Poiščemo tudi informacije o možnostih sofinanciranja izobraževanja. Svetovalka Anja mi je pomagala skozi tečaj slovenščine, mi je tudi dala pogum, da svoje znanje slovenščine sem preizkusila za višje ravni. Tudi ker delam nostrifikacijo, to je postopek za poklicne kvalifikacije, priznanje. Ona mi je tudi pomagala, ker potrebujemo več dokumentov, pa tudi dolgo traje ta proces in tudi za pri pisanju življenjepis v Europassu platformi. Kadar je izobraževanje povezano z iskanjem zaposlitve ali drugimi spremembami v karieri, pomagamo tudi pri pripravi življenjepisa ali spremnega pisma za delodajalca. Skupaj z odraslimi raziščemo tudi že pridobljeno znanje in spretnosti, pridobljene z delom, hobiji in drugimi aktivnostmi. Te jim pomagamo dokumentirati, torej zapisati in ustrezno predstaviti, na primer v obliki portfolija. Usmerimo jih lahko v pridobitve različnih certifikatov, kot so jezikovni in računalniški, ali v postopek vrednotenja formalne izobrazbe na ENIC-NARIC centru, pa tudi v postopke pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij, MPK, kot jim rečemo krajše. Učil sem se večinoma doma, dobil sem pomoč tudi preko Zooma, učil sem se tudi v svetovalnem središču Ljudske univerze v Celju. Letos zaključujem šolanje, imam maturo, v prihodnje pa upam, da bom dobil drugo službo kot logistični tehnik. Odrasle spremljamo tudi med učenjem. Pomagamo, če se pojavijo različne ovire, učne težave. Jih spodbujamo, motiviramo in svetujemo pri organizaciji učenja. Tiste, ki jim ustreza samostojno učenje, povabimo v središče za samostojno učenje in jim svetujemo pri izbiri in uporabi učnih gradiv, ter jih podpiramo pri samostojnem učenju. Odrasli imajo našo podporo tudi ob zaključku učenja ali izobraževanja, predvsem pri načrtovanju nadaljnjih korakov, bodisi v izobraževanju, bodisi pri razvoju kariere ali v osebnem življenju. Svetovalka Anja je tudi odlična oseba, zelo simpatična in tudi spoštljiva, ne glede na to, kako mi izgledamo ali kakšen družbeni položaj imamo. Zelo se trudi, da bo našla odgovor na naše vprašanje.